V življenju je marsikaj dokončnega. Veliko stvari se nam zgodi, ki so dokončne. Tudi smrt. In, prav smrt in vse, kar je z njo povezanega v gorah, je tema junijske številke Planinskega vestnika. In seveda, en prijazen pozdrav Zdenki Mihelič, članici uredništva. Lep pozdrav, Boža, vam in res prav vsem gledalkam in gledalcem TV Krpan. Ja, marsikaj v življenju pride dokončno in smrt je ena izmed stvari, za katere vemo, da pride neizogibno. Tudi povezano z gorami včasih. In junijski številki smo se v temi meseci posvetili prav smrti v gorah in spoprijemanju z njo, z izgubo tovarišev, prijateljev, najbližjih, pa o vračanju in vztrajanju nazaj v življenje, od bolečine do spoštljivega spomina. Z nami delijo svoje razmišljanje številni, ki so bili pripravljeni deliti svoje izkušnje, tudi bolečino, dojemanje smrti in uvide o njej. Nenazadnje, po srečanju s smrtjo ugotavljajo, da gore vendarle so življenje in življenje je kljub vsemu positive vibration, kot pravi eden izmed sodelujočih v temi meseca. Pogovarjali smo se s Petrom Novotnjem, češkim alpinistom, ki ima za seboj raznovrstne alpinistične in turno-smučarske podvige, tudi v Sloveniji. Drugi pogovor pa je z društveno delavko Jožico Kolar iz planinskega društva Makole, vodnico Planinske zveze Slovenije, ki je na makolskem pohodu nepogrešljiv člen in bila je tudi predsednica društva. Potem pa se potepamo seveda tudi po Karnijskih, Predalpah v dolini Tramontina, pa v soseščini Montaže na prezrtem turnu nad Cjajnarico, po bližnjem Kamniškem vrhu in Vipavski dolini, kjer razkrivamo, zakaj ima ta dolina pogosto prepih. Pišemo o alpskih ledenikih, spremljanju in upravljanju le-teh, o zanimivem raziskovanju v jezeru Ledvičke ter o Baški grapi, ki je postala nova članica Gorniške vasi, Združenja gorniških vasi. Poročamo skupščine Planinske zveze Slovenije in Slovenskega orientacijskega planinskega tekmovanja 2025. Dušan Škodič, pa seveda naš član uredništva, ki je zadolžen za zgodovino in marsikakšno hudomušno zgodbo, navduši s pojasnjeno novo skrivnostjo o tem, ali je bil Zlatorog gams ali kozorog. In seveda, preden preberete odkrito uganko, si odgovorite sami in vidite, ali ste uganili, ali veste, in mogoče vas razlaga preseneti. V rubriki Z nami na pot pa vas vabimo na Kras, in sicer na Stari Tabor, Kokoš, Veliko Gradišče in ohladiti se v sotesko Reke. Seveda ne manjkajo stalne rubrike. Tokrat strip o Šlajmarjevem domu v Vratih, vzgoji o gibanju po zavarovanih zelo zahtevnih planinskih poteh. Tu so tudi pisma bralcev, literatura in planinska organizacija. Zdenka, vendarle moram vprašati še na teme meseca, torej o smrti govorite tokrat. Je to kakšen poseben razlog, glede na letni čas, glede na kakšne druge okoliščine? Ne, ni kakšen poseben razlog, ampak ko razmišljamo o uredništvu, česa vsega se še nismo lotili, nas preblisnejo tudi take ideje. In članica, ki morda bo tudi postala naša članica, trenutno se še uvaja, Simona, je podala idejo o tej zanimivi temi, ki je res lahko boleča za marsikoga, ampak neizogibna, kot so omenili. In torej tudi takih težkih tem se lotimo in verjamem, da bo marsikomu prineslo eno lepo spoznanje, morda zanimivo branje
pa tudi eno tako mogoče, če je imel kdo kakšno takšno izkušnjo, da vidi, da v tem ni sam. To se dogaja in prav je, da tudi o tem spregovorimo, pišemo. Tudi v eni izmed naslednjih številk se bomo lotili teme gore in duševno zdravje. Kako je to pomembno, kako nas gore napolnjujejo, kako smo lahko tam tisti, taki kot smo, se napolnimo, postanemo srečni, zadovoljni, kakšni problemi, ki se nam zdijo v dolini veliki, težki, Izpuhtijo, ne? postanejo, izpuhtijo, lažji in vidiš rešitev. Prideš v dolino, se usedeš, narediš kar naenkrat. Tako je bilo, enostavno, samo pogledati je treba včasih z druge perspektive in včasih z razdalje ali pa z višine tudi problem postane manjši, lažji, rešljiv. In svet popolnoma drugačen in lepši. Na poti na Sleme je tema tokratnega, torej naslovke vaše v tokratni številki. Se je bilo težko odločiti pokazati smrt že takoj na naslovnici? V bistvu ne. Iskali smo lepo fotografijo, ki prikazuje neko temo, hkrati pa svetlobo, iz teme v svetlobo, ker vsi, ki so se spoprijemali s to bolečino, so povedali, da je bilo težko, vendar nenazadnje pride od bolečine do spoštljivega spomina skozi proces. Traja, vendar pride do tega, zato tudi ta taka čudovita svetloba iz teme v neko lepo svetlobo, v žareče, tudi neko morda spoznanje o človeku, o sebi, kako dojema človeka, ki je preminil, kako sedaj se on počuti, pa z nekim novim spoznanjem gre v življenje naprej, da je tudi nekaj lažje, pa človek tudi ve, da tisti, ki je preminil, tudi vedno spremlja. Vedno je z njim na takšen ali drugačen način. Morda s kakšnim metuljčkom kje, morda s srčkom na poti. Tako da res vemo, da ti ljudje, ki so preminili, so z nami, če ne drugje v srcih. Zdaj ga morda še kakšen napotek, saj tisti, ki se odpravljajo v gore, zdajle v tem času so seveda dobro podkovani, ampak napotek iz prve roke morda, kakšna hitro učenje o tem, kaj je pa res treba najprej imeti v mislih, ko se odpravljamo v gore. Ko se odpravljamo v gore, dobro premislimo, kakšni psihofizični kondiciji smo. Potem izberimo temu primerno naš cilj oziroma vrh in pot do tja. Vemo, da na vrhu smo šele na polovici poti. Naš cilj je vedno priti varno dolino in potem domov. Včasih na vrhu niti na polovici nismo, zato imejmo vedno to v mislih, da imejmo dovolj moči do vrha in še v dolino nazaj. Največ nesreč se naredi ob sestopu, zato dovolj energije, hrane in tudi pijače imejmo na poti v dolino ob sestopu. Imejmo vso potrebno opremo, kamor se odpravljamo, ali je to lahka pot, zahtevna, zelo zahtevna, čelada, pa samovarovalni komplet. In pa seveda predtem preverimo tudi stanje poti in vremenske razmere. In ne samo to, sedaj prihajajo tudi poletne nevihte, zato je pomembno, da tako načrtujemo našo pot in vrh, da smo ob času, ko se pojavljajo nevihte, mnogokrat tudi že okoli 1 ure sredi dneva, 2 ure, da smo že z vrhov bližje v koči ali že skoraj v dolinah. To in pa seveda, ko se kam odpravljamo, bodimo pozorni, s kom gremo, kdo gre z nami, da tudi upoštevamo njihove značilnosti, da uberemo pravilen tempo, da skupaj pridemo zadovoljni na vrh in dolino. In če je vročina, kakršna se nam je začela dogajati v zadnjih dneh, je verjetno sredi dneva nespametno hoditi okrog.
višinah je prijetnejše, vendar pa naj povem tako, da sredi dneva bodimo zagotovo že z vrhov proti dolini ali proti koči, kajti takrat se res naberejo težki oblaki mnogokrat. Zato preverimo vremensko napoved in na samem mestu, kjer smo, torej kjer smo v hribih, včasih se naberejo lokalni oblaki, lokalne nevihte. Zato spremljamo vreme tudi tekom ture in ob sredi dneva bodimo že mnogo nižje kot na vrhovih, da bo naš povratek srečen, varen in da bomo zadovoljno zopet lahko načrtovali naslednji dan. Pa dobro je imeti s seboj planinski vestnik, recimo, ne? Ko gremo počivat v kakšno senčko, pod kakšno drevo ali na kakšno klopco ob planinski koči, pa vzamemo v roke in kaj preberemo, ne? Ja, bomo veseli tudi kakšne morda fotografije, ki bo priromala ali na naš Facebook profil in bo nam popestrilo lepe poletne dni, kje vse berete planinski vestnik, kje vam polepšajo urice, prijeten hlad. Seveda tudi morda v koči, če se odpravljate za več dni. Marsikateri koči imajo planinske vestnike, v večini koč je to dosegljivo in si lahko preberete kakšen lep članek, morda iz prejšnjih, minulih številk, v katerih še niste vsega prebrali, ali pa seveda tole številko, elektronski ali v različni tiskani izdaji, ne? Tako kot je bilo do zdaj vse od leta 1895. Zdenka Mihelič, prav lepa hvala za tole izčrpno poročanje, kaj pišete v tokratni številki in seveda tudi za napotke. Vidi se, da ste izkušena gornica, ki ve, kako je treba ravnati v gorah. Hvala. Mi z uredništva pa seveda že finiširamo dvojno poletno številko in želimo vam prijetno branje, varno, srečno, kjerkoli se boste potepali in imejte se radi.